today. From Hans Backel, right when he went down, looked over to Petke. He's got the note card out and just started shaking his head right off to my right. And here's a look at it on a full sprint, and he makes a little move right here, and that's when it goes. You can see he makes that cut and feels it on his right hand. Ok, kot smo videli na posnetku, poškodba zadnje stegenske mišice je kar pogosta v bistvu pri nogometu. Mogoče, kje so tisti vzroki, zakaj pride do take poškodbe? Do takih poškodb rado pride največkrat zaradi neprimerne treniranosti. Vemo tudi, da je nogometna sezona že dolga, tako da lahko tudi kronična utrujenost ali pa tudi samo akutna utrujenost. Ok, se pravi, kakšen je ponavadi tisti mehanizem, kakšen gib v bistvu, recimo tukaj je prišlo v recimo dokaj polnem šprintu, kako v bistvu so vse skupaj sploh zgoditve, ko pride do poškodbe? Zdaj, ko se poškodba zgodi pri šprintu, se lahko zgodi v fazi sprednjega zamaha, se pravi, ko kolena dvignemo, začnemo kolena stegovati in nogo približujemo podlagi. To je prvi mehanizem, ki se lahko zgodi. Drugi mehanizem pa je v bistvu takrat, ko smo že v zgodnji fazi opore, ko v bistvu dobimo kontakt s podlago in takrat pride do enega večjega sunka sile, ki v bistvu ustvarja propulzivno silo naprej. In takrat je v bistvu obremenitev na zadnjo ložo zelo velika in pač lahko privede do poškodbe. Zdaj pa če še tu kakšna rotacija ali pa kakva borba z soigralcem, je pa še verjetnost poškodbe toliko večja. Ok, Rusom rezultatsko gre super, ampak očitno na preventivi pa niso dosti delali. Se pravi, kje so tiste stvari, ki bi zelo pomembne tukaj, ki bi jih mogli vključiti mogoče v ta proces, da do tega ne bi prišlo? Zdaj težko sklepamo iz igre enega igralca, ampak načeloma pri teh zadevah je zelo pomembno, da ima igralec konstanten program mišične moči, ki bi moral v začetku izhajati z malo več ekscentrične vadbe, ki v bistvu nudi zadnji loži odpornost na ravno te tipe obremenitev, kadar prihaja do hitrih zaviranj mišic oziroma hitre ekscentrično-koncentrične kontrakcije, pa hkrati tudi samo ekscentrične kontrakcije pri sprednjem zamahu. Potem, ko enkrat mišica v tem režimu dovolj močna, se lahko lotimo izometričnega pa koncentričnega režima, ki potem pač v bistvu povežemo ekscentrično-koncentričnega. Pa v bistvu je tudi pri nogometu še zelo pomembno, da so odporni na ponavljajoče šprinte, se pravi, da lahko veliko šprinta ponovimo v čim krajšem času, ker to pomeni, da je v bistvu cela muskulatura odporna na velike obremenitve v zelo zgoščeni obliki. Po drugi strani pa tudi pomembno, da lahko nogometaš v enem kosu šprinta celih 100 metrov pri maksimalni hitrosti, ker to pač je ena zelo pomembna karakteristika, ki nam pokaže, kako je mišica pripravljena, kako je pripravljen njegov živčni sistem in ko je to sposobno narediti brez nekih večjih težav, je tudi načelno varnost za poškodbe med igro večja oziroma manjša možnost poškodbe. Ok, super. Hvala ti, Tadej. Ljubič, pokomentiramo še kakšno drugo poškodbo, ki se je zgodila tekom prvenstva.